In zdaj, kakor jaz sem Janja razumel, gremo na Ljubljanski hrib, a je tako? Ja, mislim, da je rekel, ja. Ja, in mislim, da gremo tam nek čez greben do prvega camping spota. Težko verjamem sicer, da pridemo pred temo tja. Ja. Malo smo pozni, ampak kakor ponavad. Pa naredimo eno večerjo, ne? Ja. Nama že lačen. Diži tukaj v avtu, v bistvu, ker imamo že na pol pečena rebra vzadej. Pa bomo pa na hitro eno barbecue mako naredili na ognju, pa malo premazali, pa malo zapekli tiste skupaj. Še dobra finta je ta, da smo žar pozabili doma. Ja, ne, se mi ne rabi, ta pravi deci ne rabijo žara. Ne, imamo že v načrtu, kako bomo to vse skupaj izvedeli. Zdaj pa pripali v luči. Evo, ja, najdu nas ne bo nobeden. Težko. Prav, da nas bo presenetil z eno prav luštemu piknik prostorčkom. Dejansko sretni česar, bi lahko rekel. A to smo rezervirali? Ja. Kle ni rezervacij. Takle, samo zaco pa posle pa to. Lahko s tej strani. Tako nekak sitno. Najbolj pameten si je zmer malo teren prej ogledati, preden nekakšno vejo zagaziš. To je pa res, ja. Dva spita, no. Aha, tle da bomo? Tle, ja. Aha, se pravi, okej. A veš bida, dva avta, lahko podor spana. Škaj? Tega ga pol malo poravnal, da nota po strani spala. Zmaga. O? Viga so kar naravne, Ja. Ja, si po moje bo malo čez bo. Ja, si pa nekaj. Zdaj, če ti rata še tu nekak, ja, tam bomo dali. Še en kraj sem. Ja, zdaj bomo kamnet jim pripravili. Ali pa hloda dva. Ali pa hloda dva, ja. Saj ne bo dolg časa gor, a veš. Hlodi ga bojo malo bolj smokali, ko se bo žgala, veš. Saj ne bo dolg gor, se to je, se pravi. Tole tle pa lahko pol primaš. To, če imamo 20 minut, gor bo že v redu. Čisto dobro. Rebra bomo mi kar razgalili, da naj pride malo zadihati. Po koliko 5 urah, približno po moje. Zdaj tukaj imam jaz enega ful pridnega možakarja, ki mi pomaga delati solatko, da bo za zraven, da bo malo svežine, da ne bomo samo tale meso jedli. Kako si pa pripravil to? Zdaj, to je pa moja finta tako, če hočeš res v pol ure narediti nekaj res vrhunskega. Ne? Včeraj zvečer je šel tole v paco naprej, pa v hladilnik, da se je malo koščca posušila, vse skupaj se je nasolil, napacal, ob 7 zjutraj v pečico na nekih 90 stopinj, ob ene 2 popoldne, ko sem prišel iz šihta,
sem zavil folijo, pa pustil v pečici na nekih 70 stopinj, še ne 3-4 urce, pa vse skupaj daš neko termoposodo, termovrečko, da lepo ohraniš uno toploto in to se paca noter. To mora biti mehko, zelo zelo lepo. Kosta se je lepo zmehčala in zdaj bomo lepo sam še zapekli uno hrustjavo, zadevo samo naredili za povrh. Zdaj medtem, ko se una solata dela, pa tole se bo malo grel, bom jaz naredil še neko barbecue makico, ki bomo pomazali čez, da pa tej se karamelca res ven prišla. Malo se bo ulil, siguren. In bomo samo še malenko zahrustali. Evo. Tole bo še zelo malo na ogenj tjale gor, se še malo pogret, te čez bom pa jaz naredil sestavine za barbecue makico. Tele mi smo malo česna narezal. Tale čebula je bila v bistvu v loncu, v pečici, pod telnimi rebri. Tako da je bila tudi ne 7-8 ur noter vsekakor in sama sebe lepo počas karamelizirala. Evo, zdaj vam je že sem naredil prostor. Takole. Začnemo tole barbecue makico delati. Pomoč pa v private bomo odpisati. Ja, okej. No. To ga moraš pa followati na Instagramu. Uno. Evo, zdaj imamo ogenj približno pripravljen in bomo tole, ker nimamo nobenega pametnega žara, smo se zelo dobro spomnili tole mačeto, dali tole lepo sem nagret. Prav po ta pravim kotom, da lepo od spodaj vročina buta. Zdaj pa jaz čez za uno barbecue mako, ne? Se pravi, smo rekli česen, ki se je prej narezal. Tukaj je dosti hitro vroče, tako da bomo ga sam malo dol zadiši. Tukaj je una mast od prej, ki je noter pokapljala. Malo bomo dali popra. Vse skupaj zalijemo z paradižnikom. To je domač. Ja, skoraj, ta je pa res skoraj. Malo kisa. Da dobimo tisto kislino. Tukaj imam čebulo, ki je res lepo pražena. Koliko diši. Pa to dobro. Ja, to je prav una marmeladika. Tole čebulo sem v bistvu kar zraven mesa pražil. To pomeni, da ko je bil meso v pečici tistih 7-8 ur, je bila čebula noter v posodi, od spodaj pod mesom, tako da je malo še kapljal dol iz mesa. Sem dal še malo slivove marmelade, za tist cukor, da nam bo kislino malo bil. Malo vsako ta pravo barbecue mako. Gre malo čilija. Ne bomo pretiravali, ne? In to bomo pol pomazali po tebole mesko. Na nizkem ognju, 2-3 minute, pa smo. Ja, top. Ne smemo pozabiti soli. Slivova je pa marmelada. Spet domača, ki je moja mati naredi. Tako da so cele slive noter tudi. Domače slive valjda. Zdaj, če nimaš, kupaš slivovo marmelado, ne, pa malo zgofaš. Tukaj edin kar paradižnik ni moj. Ostalo smo pa vse od doma prinesli. Dejansko to ne rabimo zdaj nekaj ful prekuhavati, pol ure, pa ne vem kaj. Toliko, da se vse stvari zmešajo, ker itak bo pol skaramelizirali gor na mesu. Ko ga bomo premazali, pa zraven dali malo vročine. Evo ga. Ja, zdaj ga je namazal. Potopič, kar pogumno. Čez tole kožico. Tudi barvo bo se skupaj dobila, ne? Konkretno. Tako je, pa bomo to obrnili vse skupaj, se bomo zapekli z druge strani. Čez, ki je pa takole, se boste pa malo spoznavali.
Zdaj pa 5-10 minut, da se nam malo sline pocedijo, pa žerjavca spod, pa zapeš vse skupaj. Evo, zdaj imamo pa čas, da še prilogo zraven naredimo. Zdaj imam narezan zele, ki mi ga je prav moj prijatelj zelo prijazno narezal. Valjda zraven zmer pa še malo popra. Jaz brez popra skoraj ne morem. Malo bomo vse skupaj solili. Malo bo šlo kisa noter. Tukaj bomo malo pogolfali, pa malo sladkorja zraven dali. To je taka že ostricka solata. Ja, malo. Ostrici pa vse solate sladkajo. Smo tlele kislo smetano. To bo šlo noter. Ja, in zdaj v bistvu to je osnova, ki delam jaz tudi pri marsikakšni omaki za bulgar ali pa nekaj takega. Se pravi, kisla smetana, sol, poper, malo sladkorja, pa še tako tale nariban korenje. Tega sem že prej naribal, ko ga lahko. Zelje pa zmer na konec nareže, če ne pogreni. Če ga pustiš več kot 1 uro, ni več dober. Tlele čez, malo zempa, gorčice, pa kečap. To pa naredil neko, s temu rečem skoraj McDonald's omakca. Pofejkana, ampak je res na koncu tako dobro vse skupaj tole naredi. Da je noro. Ja, lahko bi delal z majonezo, ampak kisla smetana je pa lepo zdrava, a ni? Zamešati, če rabiš. Ja, imamo s tole palčko, ko smo prve žlice naredili. Smo v naravi. Tako se smo uskubili. Boš povedal, kje smo? To pa lahko Jani pove zdaj, kje smo. Kje smo, samo ne smemo preveč. Skrivni lokaciji, ne? Ja. V slovenskih gozdovih. Tako je, ja. Saj neko približen lahko povemo, ne, kje smo. Približen, ja. Ja, Smo pa danes v bistvu od Vrhnike v smeri proti, kaj rečemo, Cerknici, zavili dol iz avtoceste, pa šli v gozd. evo, po potrebi še malo pokisamo. Pustimo, da počiva tukaj 5 minut še. In to je to. V narobe smer greš. Trdo so, veš, ja baj, da je na robe maso. Tle ob stran se mi nekako zdi, da manjka. Aha, ti bi tle čez mehurčke delu lejerje. Ja. Evo, jaz mislim, da je to. Koliko je 15 minut. Mehurčki so. Kost je lepo zapečena. Začetek je masna, se pravi, se gre, se skupaj tako mora biti. Kar s tem razli. Tako je. Kranči. In režemo. Kranči. Ja, da malo pomagaj. To. Ja, sočno. Ja, valjda. Je črno. Stari, skorica, vsem. Evo. Glih prav je se gret, da ne tečemo, da se ne kadi preveč, da ne zgubamo tiste vlage, ki imamo vsi zelo radi. Tega odrežeš. Ok, zdaj pa uno dilco, daj pa sem, da bo lesena dilca, ne more biti plastička. To je. Evo, to daj pa sem, pa mi pokaži, kako je to pečeno. Evo, in to je to. Sočno, mehko, ni še razpadel, kar je prav. Glih to, da se skupaj drži. Tole se bo topilo v vseh, fantje. Kdo bo zagrabil? Omakca je kar dobra. Ajmo. Ajde, Zdaj Lepine na pejte. pol. en lep. A me boš nahranil? En veš, Ker- To se pa stopi v ustih. Ne? Je. Dan čestitke in pohvale. To dobrega meska odlično. nisem. Papu.
To je pa tisto sred gozda, brez kakšnih hudih smokerjev, pa žarov, pa ne vem česa narediš ekstra hudo dobro zadevo. Jaz mislim, da ne bo nič kaj dosti ostalo tega, a? Še lepinja pogreta. Ja. Pujček, ko ide, čuješ, kak je skočil, ne? Ti pa je že dobo noge. Še nam narezal.